Spoštovani svetniki, predsednik nadzornega odbora, moje sodelavke, tudi ostali, ki so prišli na današnjo sejo. Lep pozdrav na 20. redni seji občinskega sveta občine Muta. Danes imamo zelo obširen in tudi vsebinsko zahteven dnevni red. Prejeli ste ga prejšnjo torek oziroma v sredo v elektronski obliki, kasneje tudi v pisni obliki in ugotavljam, da smo k tem dnevnim redu danes tudi podali eno vsebinsko točko, kar bomo kasneje predstavili. Jaz bi samo v uvodoma dal eno misel. Danes je svetovni dan duševnega zdravja. V tem trenutku sem skoraj vaš delodajalec, ko moram zagotavljati tudi dobro počutje na seji. Jaz upam, da ga bomo imeli, da ne bo preveč stresa na delovnem mestu svetnikov, pa moje občinske uprave, pa predsednika nadzornega odbora. Tudi to je pomemben del življenja. Mi prehajamo v tem mandatu in imamo sedaj svojo nalogo, da v teh 4 letih odgovorno, predvsem pa pošteno in v dobrobit ljudi, ki so nam zaupali mandat, stvari tudi speljemo. Jaz apeliram na vse svetnike, ker imamo 15, 14 ali celo 15 točk dnevnega reda, da v skladu z našim poslovnikom to zadevo tudi v 4 urah odpeljemo, da naredimo. Sam se bom potrudil, da bom kratek, enako pa apeliram tudi na vas, da ste eksaktni, jasni, nedvoumni, da stvari tečejo naprej, ker imamo tudi vrsto razlagalcev dnevnega reda, ki prehajajo na to sejo in bi se želel, da držimo, bi rekel, enih normalnih poslovniških določil. Predsednika Kviaza, gospoda podžupana, prosim, da poda današnjo sklepčnost. Lep pozdrav vsem skupaj. Gospod Napečnik se je opravičil, da je odsotni in ne more priti na sejo, tako da nas zaseda 10 svetnikov, kljub temu smo sklepči in lahko nadaljujemo 20. sejo občinskega sveta. Hvala. Hvala lepo, gospod Koležnik, za to. Pridemo k predlogu dnevnega reda, ki ste ga dobili, ko sem rekel, z gradivom. Mi imamo 3. točko potrditev zapisnika 19. redne seje, ki je bila 8. junija in pa druge dopisne seje, ki je bila 28. augusta. Potem imamo mandatne zahteve, zadeve, volitev elektorja in pa določitev kandidata za volitev v državni svet. 5. točka, poročilo o delu župana v času med 2 rednima sejama. 6. točka, predstavitev poročila o notranji reviziji občine Muta za leto 2016. 7. točka je predstavitev poročila nadzornega odbora. 8. točka je seznanitev s poletnim poročilom občine Muta v leto 2017. 9. točka je sprejem predloga novelacije investicijskega programa za projekt kanalizacije Gortina. 10. točka je sprejem predloga novelacije investicijskega programa za projekt revitalizacije degradiranih in opuščenih območij v Mislinjski in Dravski dolini, oziroma gre za projekt Kinhofen, za občinsko stavbo. 11. točka je sprejem predloga sklepa o dopolnitvi sklepa o določitvi cen programa vrtca pri osnovni šoli Muta za leto 2017 in znižanju normativov v oddelku samega vrtca. Za 12. točko predlagam dopolnitev in sicer žal šele včeraj smo dobili predlog za dopolnitev tega dnevnega reda in sicer strani koncesionarke patronažne službe.
da nas zaproša za soglasje k razporeditvi dela patronažne dejavnosti v občini Muta. To je dopolnitev dnevnega reda. S tem pridemo na 13. točko promet z nepremičninami, dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Muta za leto 2017. 14. točka informacije o poteku projekta oskrbe s pitno vodo v porečju Drave, tretji sklop, in pa 15. vprašanje in pobude članov. To je predlog dnevnega reda. Sprašujem svetnike, ali imate k temu dnevnemu redu še kaj za dopolniti. Gospod Kaspar. Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Sprašujem, gospod župan, ali lahko dobimo mi točko dnevnega reda, kar nam po statutu občine nalaga. Statut občine, mi smo dali 11.7. 182 podpisov z nestrinjanjem ali z izgradnjo same avtobusne postaje, in statut po 72. členu nalaga, da 5% volivcev, če za podpisi se izrazi, da potem bi bilo potrebno to na prvo sejo občinskega sveta tudi dati, in predlagam, da se ta točka dnevnega reda tudi danes umesti v sam občinski svet. Hvala. Hvala lepa. Še kakšna dopolnitev dnevnega reda? Gospod Hamler. Lep pozdrav vsem v mojem imenu. Jaz bom sem to povedal zdaj, da župan 4 mesece se nismo sestali, zdaj pa precej natrpan dnevni red, in sam dvomim, da je kdo uspel to gradivo na kolikih listih, 200 pa toliko naprej predelati. Sprašujem tudi, zakaj nismo dobili zapisnikov odborov, ki so bili pred to sejo sklicani. Saj jaz nisem dobil niti ne vabil oziroma gradiv, a sem bil jaz pomotoma izpuščena, je bila ta zdaj nova praksa. Lahko bi bila seja takoj v začetku septembra po teh točkah, ko jih tu vidim, predstavitev poročila o notranji reviziji, je bilo že 13.6. na občini, seznanitev poletno poročilo je bilo 30.6. Sprejem predloga te novelacije za kanalizacijo Gortina pa za to Kinhof novelacijo je tudi bilo že septembra, piše, zdaj pa smo še oktobra, tako da me zanima, župan, zakaj tudi ta točka, ki je Kaspar predlagal, bi naj bila, če prav razumemo, prej. Zdaj ne vem, ali si to namenoma spregledal, ali si pozabil, ali kaj je, tudi to me zanima pri tej razširitvi. Hvala lepa. Drugič ga predlagal, da se seje prej skličejo. Hvala lepa. Govorimo o dnevnem redu, ne o poslovniku, ne govorimo o kaj je bilo potrebno, kaj bi bilo, kaj ne bi bilo potrebno. Govorimo o predlogu 15 točk dnevnega reda. Ni razprave zdaj splošne, zdaj je predlog dnevnega reda. Konkretno mora biti predlog, tako kot je v poslovniku. Še kdo ima kakšno za dodati? Ni? Hvala lepa. A mi lahko pojasniš v zvezi z temi dopolnitvami dnevnega reda, Ksenija? Za uvrstitev posamezne točke na dnevni red seje morajo biti pač izpolnjeni pogoji, predlagana mora biti strani upravičene osebe, torej župana, delovnega telesa ali 1/4 članov sveta, predloženo mora biti gradivo, predlagane točke in pa podano županovo mnenje oziroma stališče, kadar sam ni predlagatelj. Eno in drugo ni bilo narejeno, ni bilo nobene pisne pobude, mi ne moramo imeti občinski svet tako, kot se kdo spomni, tako kot kdo pride pa roko dvigne, to so pravila. In je potrebno, tako kot poslovniško določilo govori, je treba vložiti to, tako kot govori statut in poslovnik občinskega sveta. Kar se tiče pa pobude, ki je gospod Kasper dal 11.7.2017 z 182 podpisi, je bila pa to samo pobuda. K tej pobudi morajo pa seveda slediti ostale aktivnosti, ki jih predlagatelji v okviru civilne iniciative niso storili, niso ravnali po poslovniku občinskega sveta, ker je potrebno na podlagi te pobude potem odpreti tudi zbiranje podpisov zelo jasno in glasno in predstavljeno pobudo, in potem je potrebno zbrati 5% podpisov,
To se pravi, ta korak žal civilna iniciativa ne ve, ali ni poznala, ali je spregledala in tega koraka ni naredila. Samo to, da nekdo pa predloži 183 podpisov, pa ni dovolj za spremembo kakršnikoli dokumentov. To so seveda pravila, ki jih določi statut in pa poslovnik občinskega sveta, ter pa seveda zakon o lokalni samoupravi. To je treba pojasniti. Prosim. Gospod župan, jaz bom pa zdaj tako povedal, čisto po domače. Ko gre zadeva na vaš mlin, gremo lahko vse levo, desno, vsem tja. Ko je nekaj takega, ki je bilo dostavljeno vam na občino, in če bi vi bili župan vseh občanov občine Muta, potem bi vi to naredili in nas opozorili, gospodje, dajmo priti skupaj, ne pa tisti suhoparni odgovor župan, ki ste ga nam dali. Hvala, samo to. Jaz moram seveda ravnati tako, kot zahteva zakon o lokalni samoupravi, statut, pravilnik. Če ste ugotovili, ko smo mi odgovorili iniciativi v zvezi z predstavitvijo avtobusne postaje, ste tukaj, bi rekel, nekateri z 10-letnimi izkušnjami na področju lokalne samouprave, celo dalj kot pa ta aktualni župan, bi bilo potrebno povedati, sicer je pa treba zelo jasno pojasniti v zvezi s tem vašim problemom. Ta občinski svet je sprejel dokumentacijo in novelacijo investicijskega programa Trška jedra. Ta občinski svet. Na tem občinskem svetu smo razpravljali o tem in na tem občinskem svetu smo to tudi sprejeli, oziroma ste sprejeli, saj župan nima glasovalne pravice. Tako da to gre samo za neke trivialne zadeve. Mi si nič ne zmišljujemo sami, mi ne delamo nobenega projekta mimo občinskega sveta, ne trošimo nobenih finančnih sredstev mimo občinskega sveta. Seveda pa verjamem, da je volja nekaterih članov tukaj občinskega sveta, tudi kakšne iniciative, tudi kakšne opozicije, da seveda poskuša stvari nasprotovati, nagajati, oportunirati. To je pa seveda tudi sestavni del demokratične družbe. Zaključujem obravnavo dnevnega reda. Prečitaj si poslovnik, pa pravilnik, če se kdo oglasi, je potrebno dati besedo takoj. Mi sprejemamo dnevni red. Je pa vse k dnevnemu redu. Proceduralno imaš še besedo. Dnevnemu redu. Zdaj, župan, ti si zdaj na začetku seje si nam povedal, da bodimo kratki. Mi dva skupaj nismo toliko govorila, ko si ti že zdaj govoril. Prekinjam ti vzamem besedo, ker nima ne moreš takoj prekiniti. Prosim, da v skladu s poslovnikom preberete kršitev pravil občinskega sveta. Prosim. V 72. členu lepo piše, nimaš besede zdaj trenutno. 5% voljivcev trenutno nimaš besede v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta. Gospod Hamler Franc, nimate besede, ker moram prvo dobiti pojasnilo v zvezi z vašo repliko. Prosim, počakajte trenutek gor. Ker motiš pravila dnevnega reda, ker ti bom odzel besedo. Okolikor svetnik se ne ravna v skladu poslovniku, prosim, kakšno je pravilo? Če se razpravljalec ne drži dnevnega reda ali prekorači čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z razpravo, mu predsedujoči vzame besedo. Hvala lepa. Prvi opomin si dobo nadaljuješ z besedo. Nisi se držal dnevnega reda. Kaj se nisi držal dnevnega reda? Gremo naprej. Pa dej, župan bo umiril. Gremo naprej. Prosim, a se ti držiš dnevnega reda, kaj si nam vse govoril na začetku seje? Sploh ni bilo na dnevnem redu. Gremo naprej, kaj imaš proceduralno? Kaj imaš za proceduralno? Sam si začel z nekim dnevom, kakim in tak naprej. V skladu z poslovnikom vam odzamem besedo. V skladu s poslovnikom vam odzamem besedo. Zaključujemo razpravo o dnevnem redu. Še nekaj prečitajte. Odzem besede lahko razpravljalec ugovarja o govoru, odloči svet brez razprave. Prosim, jaz sem odzel sem besedo po opominu gospodu Francu Hammerju, ali se strinjate s tem, da glasujemo o dnevnem redu? Kdo je za? Kdo je za? 2, 3, 4. Glasujemo zdaj. Kdo je proti?
1, 2, 3. To se pravi, predlog ni bil sprejet in vam vzamem besedo in glasujem o dnevnem redu, prej pa ima gospod Topler besedo. Prosim. Jaz sem razumel, da glasujemo, ko si rekel, glasujemo o dnevnem redu. Sem zato hotel povedati, je bil lapsus v redu. V redu, hvala lepa. Zato, ker je on predlagal, moramo najprej v tistem, nič kaj drugega. Smo glasovali, dajem dopolnjen dnevni red za točko 12, soglasje k razporeditvi dela patronažne dejavnosti kot dopolnitev 20. seje. Kdo je za to? No, prosim, da... Kdo je bil proti? Ni nobeden. Hvala lepa. Zaključili smo sprejem dnevnega reda in preidemo na tretjo točko, potrditev zapisnika 19. redne seje občinskega sveta z dne 8.6. in dopisne seje 28.8. Prosim, ima kdo kakršnokoli dopolnitev? Gospod Franc Hamner ima besedo. Župan, kam te to vodi? Kolega je prej povedal, če bi bil župan vseh. Odlični stavek je povedal. Pa ne želiš biti župan vseh. Kako naj bomo s tabo tolerantni, če nas iz govornice nadganjaš? Še enkrat, ukolikor boš danes kršil pravila, bom nadaljeval z temi, ljudje bojo pa sodili županovo odločanje. Dobil si ustni opomin. Kdo bo odločal? Volivke in volivci. Ne. In danes si dobil prvi ustni opomin, dobil si tudi drugi opomin, da smo ti vzeli besedo, ukolikor se to nadaljuje, bomo te odstranili iz seje občinskega sveta. Zdaj imaš pa besedo k zapisniku 19. seje. Zapisnik z 19. redne seje, ki je bila 8. junija 2017. Na strani 6 so vprašanja in pobude. Sem postavil nekaj vprašanj, predlogov. Med drugim je tukaj zapisano, pa bi želel, da se mogoče to dopolni, da tisti, ki pač ni bil na seji, pa če bo čital, da ve, kaj je bilo mišljeno. Piše, da sem dal pobudo, da se pri otvoritvi spominskega obeležja podelijo tudi priznanja zaslužnim občanom Mute in Vuzenice. Seveda to mora biti spominskega obeležja iz leta 1991, mogoče ta podatek zelo pomemben. Potem v nadaljevanju na koncu je bilo moje vprašanje o tej najemnini za poslovni prostor, pa piše, naj bi bila zoper župana že vložena tožba zaradi žalitve obdolžitve po 160. členu KZ1. Jaz mislim, pa sem si pogledal tudi, da sem povedal, da ne naj bi bila, ampak je bila zoper in ne župana, ampak Mirka Vošnarja vložena zasebna tožba zaradi žaljive, ne žalitve, ampak žaljive obdolžitve na okrožno sodišče v Slovenj Gradec. Tak bi bilo po mojem, pa tukaj sem si pogledal, zabeleženo, da če bo kdo se kaj ukvarjal s tem. Na tej strani isti župan potem odgovarja in v zadnjem odstavku oziroma stavku je napisano v zvezi z ravnanjem na prejšnji seji pri potrjevanju dnevnega reda pove,
da bo v bodoče pazljivejši. Se pravi, že na prejšnji seji, predprejšnji seji ni bil pazljivejši, tudi tokrat jaz mislim, da ni bil pazljivejši, da je malo po svoje to speljal, pa nič za to, ima moč in oblast, odzema, daje besedo in tako naprej, pa že. Ampak ne mislim, da je vse tako, prav kot je naredil, ker pa nisem toliko močen kot on, pač ne morem ogovarjati, mogoče pa kdo drug. A lahko samo vmes eno vprašanje? Ne Kaj je me bila pobuda prekinjati. zapisnika, Ne me spremembe prekinjati. zapisnika? To so zdaj V komentarji. zvezi Še enkrat. v Gospod zvezi Franc z ravnanjem na Gospod prejšnji Franc seji Kangler, potrebovanja samo dnevnega enkrat, reda. Zaustavite se, ker imam pravico voditi sejo in dolžnost. Če so tu vrednostne sodbe, če so tu vaši komentarji, gospod svetnik, potem je eno. Če pa imate vi spremembo zapisnika, je pa drugo. In mi se pogovarjamo o spremembi zapisnika, ne pa o vaših komentarjih. In vi ste dobili pravočasno zapisnik in sem tudi vas pozval, da na zapisnik odreagirate s pisnimi pripombami, da lahko naša občinska uprava to popravi. Če pa imate vi tu nastop in afne guncate in čas zapravljate, bom pa protestiral proti takem ravnanju. Če imate točno zastavek, tako kot ste prej rekli, se strinjam z vami. Ne pa da tukaj delate vrednostne sodbe. Imaš besedo naprej. Ne bom komentiral tiste izraze, ki sem jih slišal, ampak tisti, ki so slišali, so Imamo tudi zapisnik. slišali. Ne, zdaj v tem razlaganju sem mi govoril neke izraze, ki mi niso bili všeč, ampak mogoče tudi komu drugemu ne. Tebi pač očitno so, verjetno župan. Tam je pač napisano, da je župan povedal, da bo v bodoče pazljivejši. Jaz ne vem, če je ta beseda prav pazljivejši, ampak prav bi bilo, da bi bil napisal, da bo vodil sejo po poslovniku. Povedano, ne morem oblikovati. Ja, ampak a ni Dobro, bomo pazljivejši, spremljali. če bi vodil po poslovniku? Preverimo magnetogram tvoje in moje izjave. Ja? Hvala lepa. Potem je bil zapisnik druge dopisne seje, ki je trajala od 21.8. do 28.8. Tukaj bi dal pač obrazložitev svojo, ker nisem glasoval, a ne, ker je ta dopisna seja pač, ne vem zakaj je namenjena, ampak ni možnosti glasovanja in bi obrazložil to, ker pač tudi v poslovniku 23a člen piše, da se dopisna seja izvede, kadar gre za posamezno nujno zadevo, v zvezi s katero je potrebno odločati hitro. Zdaj, sestava oziroma imenovanje te komisije, da je bilo tako nujno in da je bilo treba tako hitro odločiti, me pa malo zanima, ker to bi se lahko naredilo že januarja, recimo, da bi to komisijo formirali, ali pa februarja. Zdaj, a je mogoče kdo pozabo, se tudi zgodi, dam na možnost, ali pa je bilo mogoče to kakorkoli storjeno tudi, lahko mislim, namerno, da pa še nismo sestali, da nismo razpravljali, kajti v tej zapisniku lepo piše, da morajo biti člani, ki so imenovani, najmanj visoko šolsko izobrazbo in delovne izkušnje za delovnega področja. Zdaj, od teh članih, ki so tu imenovani, jaz ne vidim, da so moje delovne izkušnje z tega delovnega področja. Tako da tudi ta komisija je bila tako predlagana, da tudi zaradi tega nisem glasoval in pač to je zdaj ocenil, da je to edina priložnost, da pač povem, zakaj nisem glasoval, Hvala lepa. ker če bo to zdaj potrjeno, bo pač šlo v zapisnik tako, kot je. Hvala lepa. Hvala. Jaz bi samo to rekel, da sprememba ali pa dopolnitev zapisnikov ni pojasnjevanje glasov ali pa odločitve posameznika, ampak sprememba teksta, ki je zapisana v zapisniku, redne pa dopisne seje. Prosim še enkrat. To ni zdaj ocenjevanje svojih subjektivnih razlogov, zakaj kdo glasuje ali ne, ampak če je kakršnakoli napaka zapisničarke, občinske uprave, mene, da se v ta zapisnik seveda to tudi da. Hvala lepa. Ima kdo še kaj k zapisniku redne in pa dopisne seje? Nima, potem bi predlagal spoštovane svetnike, da
eno in drugo točko oziroma en in drugi zapisnik tudi potrdimo z temi spremembami in opozorili gospoda Franca Hamlerja. Kdo je za? Hvala lepa. Vidim, da je to soglasno sprejeto 10. Prehajamo na mandatne zadeve in sicer volitve elektorja in določitev kandidatov za volitve v državni svet. Sami veste, da se letošnjo leto končuje mandat, 5-letni mandat članov državnega sveta in da je Državna volilna komisija razpisala postopke volitve v državni svet. Sami veste, da to prehaja iz 3 različnih področij in ena je volitev 20 članov državnega sveta iz lokalnih skupnosti strani občin in za te kandidate, ki bojo v naslednjih tednih tudi znani, občine na Koroškem v tem volilnem območju štejejo, če prav vem, 20 elektorjev in se državni svetnik voli posredno preko volilnega telesa elektorjev in mi danes moramo izvoliti predstavnika. Mi imamo mandat za enega predstavnika elektorja v volitve državni svet iz tega našega območja in seveda tukaj smo tudi prejeli 3 predloge. Gospod Hamler Franc, ki je samo predlagatelj, je prvi kandidat, gospod Rudi Koležnik, ker ga je predlagatelj Ambrož Aleksander in pa Milan Stramec, kateri predlagatelj je Zorjan Matjaž. Danes sem prejel zgodaj popoldne strani gospoda Rudija Koležnika tole sporočilo, ki ga je posredoval tudi vam, da sporoča, da odstopa od kandidature za elektorja in prosi tudi našo direktorico občinske uprave, da ustrezno pripravi glasovnice, kjer se o tem tudi glasuje na tajnem glasovanju. Odpiram razpravo. Okoliko razprave ni, predlagam, ja, prosim, gospod Topler. Lep pozdrav, jaz podpiram gospoda Goloba, da še nas naprej zastopa. Mislim, da je v dozdajšnjem delu se aktivno boril za to regijo, je znal pogledati mimo občine in je bil tudi dokaj prepoznaven in se mi zdi zelo vreden in ga zato tudi podpiram. Hvala lepa. Zdaj v prvem delu govorimo o volitvah elektorja, gospod Topler, ne pa o... No, to je treba. Pa imamo še tudi to. Vse ni nič, gospod Franc Hamler ima še k tej prvi točki. Sam bi vprašal, glede na to, da je Koležnik Rudi dal odpoved, v skladu s katerim členom teh naših pravil se je to izpeljalo, če je to tako. Glejte, tukaj bo komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanje pred glasovanjem ponovno potrdi oziroma sestavi seznam kandidatov za elektorjev, ker je bila pač podana odstopna izjava. In to odstopno izjavo lahko da vsak kandidat kadarkoli. Hvala lepa. Hvala lepa za to. Ja. Dobili ste odgovor in mislim, da je potrebno mogoče kakšne 2 minuti, da to najdemo noter v kakšnem poslovniku ali pa zakonu, ampak mislim, da ne potrebujemo. Vsak kandidat ima pa pravico kandidirati iz občinskega sveta in ima vsak kandidat, svetnik tudi pravico odstopiti. Ima kdo še kaj v zvezi z tem predlogom? Če ne, potem je po mojem pristojnosti pa je tudi imenovanje članov volilne komisije, 3-članske volilne komisije in tukaj je predlagatelj župan. Župan naj bi bil oziroma predsedujoči je predsednik te volilne komisije, jaz pa predlagam gospoda Izaka Silvona in pa gospoda Jožeta Panzija. Ima kdo še kakšen predlog za to komisijo? Ukolikor ne, predlagam, da jo z dnevnim redom tudi, mislim, z predlogom tudi potrdimo. Hvala lepa. Ali imate vse stvari pripravljene za to glasovanje?
Sicer bi pa to, kar je gospod Topler že dal seveda v točki B, te točke tudi podporo enemu od kandidatov, tudi o tem mi razpravljamo k tej vsebinski točki, ker kdorkoli bo od teh dveh kandidatov izvoljen, je tudi prav, da sledi politiki občinskega sveta in da seveda temu primerno tudi glasuje. Seveda ima pa vsak elektor tudi svojo diskrecijsko pravico, seveda mora ravnati v skladu z vestjo in poštenostjo in tukaj imamo dva kandidata, gospoda Franca Hamlerja in gospoda Milana Štrameca, ki sta tista, ki bo ta zastopala, mislim, da je v novembru, 22. novembra, volitev našega predstavnika v državni svet. Ima kdo še kaj v zvezi s tem? Prosim. Ja, jaz bi prosila predsednika Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja za potrditev oziroma vseh članov tudi za potrditev tega novega seznama po abecednem redu kandidatov za elektorjev, torej Franc Hamler in pa Milan Stramec. Prosim, če lahko to potrdite. Člani Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. Pred glasovanjem zdaj, če lahko potrdite. Ja. Potrjujemo zdaj kandidate za volitve. Kdo je zdaj? Samo Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. Aha, te. No, to se pravi, je soglasno tudi potrjeno strani KVIAZ, da je glasovnica in vse ostalo v skladu z pravili. Ima kdo še kakšen predlog? Ja. Mogoče naprej pojasnim, glasujete, torej tajno glasujete samo za elektorja, medtem ko določitev kandidata se ne glasuje, ker tudi ni bilo uradno podanega nobenega predloga, seveda pa podpora je pa s posebnim sklepom, ne pa z glasovanjem o kandidatu. Hvala lepa. Potem predlagam, da prekinemo sejo občinskega sveta in izvedemo tajno glasovanje. Zadnji mislim, da imate skrinjico, volilne liste in bi prosil gospoda Izaka in gospoda Panzija, da razdelite glasovnice članov občinskega sveta.